Idealno bi bilo, če bi se jaz lahko na zadnji dan dopusta odpeljal direkt v Novo Gorico. Ampak iz Ptuja je to vseeno malo predaleč. Zato sem se odločil, da naredim vsaj 30% te razdalje in se zapeljem do Laškega. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Čeprav izgleda vreme izredno kičasto, je pa za ta letni čas tudi precej mrzlo. Ob 9. dopoldan je bilo v Geriči vasi komaj 13 stopinj Celzija. V Geriči vasi sem imel najet apartma za en teden, se pravi od 18. do 25. maja in kuzene lešč prav v tem tednu nenormalne ohladitve in pa izredno močno deževje. Sem si en dan vzel prav cajt in naredil en par posnetkov, kako je lilo, pa to je neverjetno. Prav tisti glasen dež je pa čar tega, ko si na dopustu, da si pač cel dan fraj in v celem dnevu je lažje najti tiste 2 uri, ko ne pada, tisti 2 suhi uri, da narediš eno kolesarjenje. Meni je to v celoti tudi uspelo. Vsak dan sem šel na kolo in naredil skoraj 450 km. Skupaj s to današnjo vožnjo do Laškega jih bom imel na okroglo 520. Če kogarkoli od vas konkretno zanima, po kateri poti se peljem iz smeri Ptuja do Laškega, bom pa dal od spodaj v opis videa tudi link do svoje Strave. Tale današnja načrtovana vožnja naj bi imela 75 km in okrog 750 višincev. Pravim naj bi, zato ker jaz sem pri načrtovanju samo piknil Gereča vas in Laško in kar je potegnilo vmes, nisem preveril, če so kje kakšne zapore ceste, kakšne prireditve, reli, karkoli, bom videl in prilagajal sproti. V prvem delu poti sem se odpravil proti občini Rače-Fram. Evo, ravno tukaj grem mimo table in pred mano je že Pohorje. Se grem po isti trasi, kakor v prejšnjem videu, ko sem delal vzpon na Areh. Peljem se skozi Rače. Tukaj imajo v centru mesta en čudovit grad. Kar čez dvorišče sem se zapeljal. Kar noter čez grajsko dvorišče se lahko zapelješ na drugo stran in zdaj nadaljujem pot proti Framu. Sem pa v videu med vzponom na Areh pozabil povedati, da je bil to moj jubilejni 300. video. 300 videov v skoraj 5 letih. Še malo, konec julija, bom imel tudi 5. obletnico delovanja na YouTubu. To so res konkretne številke in takrat, ko sem začel s tem hobijem, ne bi mogel napovedati, koliko časa bo vse skupaj trajalo. V Framu sem v nekem semaforju zavil levo, na tabli je pisalo Ljubljana in resnično upam, da to ni najbolj prometna cesta v to smer. Držim pesti, ker je danes nedelja, da bo mogoče vseeno manj voznikov zunaj. Videl sem tablo, da sem prišel v občino Slovenska Bistrica. Tukaj nisem bil še nikoli v življenju. Sem se pa edino malo vštel glede plana, ker je ta cesta res ful prometna. Ampak okej, bomo že. Živjo. Cesta je očitno priljubljena tudi med motoristi. Aha, in tukaj na koncu zgornje Polskave pa en kar konkreten vzpon.
Do 10% je pokazal Garmin. Živijo. Se pa nikakor ne mislim pritoževati. Cesta je lepa, pokrajina je naravnost čudovita, Štajerci pa ste se izkazali kakor izredno uvidevni vozniki. V enem tednu niti enega incidenta, nobenega piskanja, še več. Izredno previdno in široko prehitevanje kolesarjev je lahko vam v ponos in celi Sloveniji za vzor. Prepeljal sem se v Slovensko Bistrico, očitno gre moja trasa skozi center mesta. Upam, da bo kje kakšna kolesarska steza. Prav noter v Slovenski Bistrici je bilo bolj za vzorc, malo večje je pa tle v zahodnem delu mesta v smeri proti Slovenskim Konjicam. Pred mano spet en malo bolj oster vzpon. Ampak ni bilo 14%, kakor je pisalo na znaku. Ja, tle v smeri proti Slovenskim Konjicam je bila res ena taka zanimiva pokrajina z enimi 4 ali 5 zelo strmimi vzponi, ki so jim potem sledili dolgi siloviti spusti. Ne vem, če sem že kdaj imel priliko se voziti po takih pokrajini, ampak mi je bilo všeč. Moram pa seveda tudi priznati, da je kar precej naporno oziroma izčrpavajoče, tako da sem bil kar vesel, ko je cesta spet prešla v ravnino. Peljal sem se skozi Tepanje in še zmeraj sem na poti proti Slovenskim Konjicam. Tukaj sem naletel na eno krasno kolesarsko stezo in še dobro, da je, ker je na cesti kar precej prometa. Je pa pokrajina tukaj precej bolj ravna in seveda lih tako zelo čudovita. Prišel sem v Slovenske Konjice, na števcu imam 37 km in 370 višincev, kar pomeni, da sem točno na polovici poti, tako po razdalji kot tudi po višincih. Tukaj sem zagledal eno staro lokomotivo, se ustavim za eno fotko, pa grem naprej v smeri proti Zrečam. Manjša sprememba, namesto v Zreče me zdaj navigacija pelje v smeri proti Vojniku. Kljub temu na cesti promet ne pojenja, ne vem, kaj je to. Mogoče mi kdo od domačinov pove, kaj se dogaja, da je ob nedeljah na tej cesti toliko prometa. Tukaj zdaj počasi lezem v en hrib in se sprašujem, kam potujejo vsi ti avti. Pa to je neverjetno. Res ne poznam, a so mogoče Zreče tisti magnet, ki vlečejo, ali je še kaj drugega. Zdaj edino razmišljam, spomnim se, ko sem gledal na Google zemljevide, da so nekje pri Slovenskih Konjicah ali v Slovenski Bistrici neka dela na avtocesti, in možno, da so se te avti preusmerili na to staro vzporedno cesto, zato da bi se izognili tam tistim zamaškom. To je ena razlaga, zakaj je tle toliko prometa. Druga je pa ta, da so prišli z istim razlogom kakor jaz, zato ker je tako lepo.
Je pa res zanimiva, taka 1% trasa. Na 50 kilometrih imam skoraj točno 500 višincev. Nasplošno mislim, da ni s to traso popolnoma nič narobe, samo jaz sem izbral napačen čas, kdaj jo odpeljem. Dobesedno sem poletel skozi Vojnik. Ves ta promet na cesti mi je ubil vso voljo do tega, da bi raziskoval kakršnekoli kraje. Niti ene fotke nisem naredil, samo čakam, da bo konc, da se prebijem do Celja. Malo me je presenetilo, da sem tako hitro prišel v Celje, ampak super, tle je kolesarska steza in bo vse lažje. Kolesarska steza skozi Celje je po svoje olajšanje. Čeprav je taka malo kaotična, da preskakuješ razne te uvoze in dovoze, prekinjena je s semaforji, izogibati se moraš križiščem, ampak vseeno si pa en malo ločen proč od prometa. Tukaj je kakorkoli dvopasovna cesta in med avtomobili bi res šlo težko. Ok, še 100 metrov, pridem ven iz Celja in se umaknem na kolesarsko. Prišel sem na drugo stran Celja in mislim, da me zdaj tukaj čaka mogoče celo najlepši košček današnje poti. Prišel sem na to kolesarsko stezo iz Celja proti Laškem. Tukaj sem na levem bregu reke Savinje in šibam počasi proti jugu. Do Laškega imam približno 12 km in moram tudi takoj narediti en popravek, da tukaj ni ves čas kolesarska steza. Je prav navadna cesta, samo deluje, kakor da je manj prometna. Občasno se tudi na tej cesti znajde kakšen avto, ampak bistveno manj, kakor na drugi strani reke, kjer je pa res promet. Po kakšnih 2 kilometrih se pa cestica tako zoža, da je praktično dovoljena samo še za kolesarje in ji lahko rečemo tudi kolesarska steza. Na tej trasi, preden bom prišel v Laško, sta predvidena še 2 6% vzpona, ampak sta oba krajša od 1 kilometra, tako da kakšnih večjih težav ne bi smelo biti. Tukaj je narejen tudi en zelo lep most, prav posebej za kolesarsko stezo, kar je fantastično. To je res lepa kolesarska steza, kar se vidi tudi po tem, da je na njej dosti kolesarjev. Sem na prvem vzpončku, ozka cestica je, ampak po njej lahko vozijo tudi avtomobili. Zdaj pa še drugi vzponček in potem bom praktično na cilju. Prišel sem v Laško, na drugi strani čez Savinjo vidim že zdravilišče. Jaz imam pa še mogoče kakšen kilometer vožnje, da pridem prav v center, kjer me čaka soproga. Ojla. Kaos, ful prometa, ampak na koncu pa vseeno ok. Ne glede na vse, upam, da vam je bil ta moj kaotični izlet všeč. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.